Junija letos je začel veljati novi Evropski pakt o migracijah in o azilu. To pomeni, da migranti morajo vložiti prošnje tam, kjer pridejo ta prvič v določeno državo. Zdaj, kaj pomeni ta pakt? Ta pakt pomeni, da bodo vse države, Nemčija, Avstrija, Švica, Finska, Švedska, lahko vračale migrante tja, odkoder so prišli, kar pomeni v veliki meri v Italijo. Italijani so znoreli, Melonijeva je rekla, ne bomo upoštevali ničesar, nobene solidarnosti, nobenega ne sprejmemo. Ampak, kaj je pomembno za nas? Mi smo popisovali vse te migrante in pri nas so vložili prošnjo za azil. Zdaj pa, države, ki so jih sprejemale in kjer so migranti lahko vložili prošnjo za azil, tiste države so odgovorne za te migrante. In to pomeni, da se bojo vračali v Slovenijo. Kaj bomo naredili z njimi? Kam jih bomo dali? A bojo ne naši ljudo pomagači ali kakšni že so, ki se borijo za tako imenovane človekove pravice, za Slovence pa nič? Kam jih bomo dali? A jih bojo naselili pri sebi doma, teli člani Levice, člani SD-ja, člani kaj so že, Svobode in tako naprej. Slovenci bomo zopet dobili po glavi, zato ker naši policisti popisujejo tiste, ki zahtevajo azil. In potem v azilni dom in ko bodo šli ven, bojo prišli nazaj. Tisti, ki so pa tukaj, bojo pa kar ostali. Glede na to, da jih vsak dan ali dva pripeljajo z Dolenjske 50, 60 ali več, mislim, da se bo prebivalstvo Slovencev zelo povečalo. In ne Slovenci, ampak z vseh koncev sveta. In kaj bomo naredili Slovenci? Zaprli bomo domove, čuvali bomo vse, da nam bojo vsega pokradli, potem se bojo začeli tako v Španiji posilstva, ropi, uboji in tako naprej. In kaj bo naredila naša vlada? Namesto, da bi se postavila trdno, tako kot se je postavila Melonijeva, zopet cincamo, ker ne vemo, kaj bo povedala Evropska ljudska stranka z von der Leyenovo na čelu in kaj bo Evropska unija rekla. Slovenci, bodite tiho, trpite, navajeni ste to in dobili jih boste po glavi še bolj, kot ste jih dobivali do zdaj.